je bila pravzaprav posrečena kombinacija, da sem prišaltil iz atletike na tenis. Jaz sem z 36 leti, se prav spomnim, je bila Zvezdna liga, moštvena v Beogradu, sem ves lep, službeno oblečen s kravato, črno obleko, hodil po Beogradu poslovno, na kar je Gabršek, naš trener, rekel: Slugec, ti moraš štartati, nam manjka, ne vem, na kar me je postavil še na 3 discipline, da sem štartal. Hvala Bogu, sem zraven vzel opremo, ne? In to je bil moj zadnji štart v atletiki. Pol sem pa premišljal, da pravzaprav šport mi leži, ne? Začel sem se malo rediti, ne? Kar je zelo škodljivo, in sem začel tenis igrati. No, in bil sem začetnik v tenisu, seveda, in kadar se je le dalo, ne? Ko sem bil v Ljubljani, sem hodil na Olimpijo, ne? Tam igrati na Tivoli, ne? In začetka noben ni hotel z mano igrati, ne? Pa sem pa rekel, ja, moraš iti v tečaj, pa sem tam 4-5 tečajev naredil, takih po en teden teniških, pa sem se kar dosti naučil, ne? Da so se pol tisti, ki so me včasih mlatili komačka, so se čudili, odkot naenkrat jaz tako dobro igram, ne? Ker imel sem pa le od atletike, bi rekel, po eni strani, ker sem bil kopjaš, ne? Jaz sem okrog 60 metrov kopja metal, sem imel izredno močen servis, ne? In poleg tega sem bil gibljiv, ne? Jaz sem bil tekač, ne? Tako da mi ni bilo problem laufati po tenis igrišču, naučiti se je bilo treba samo prav udariti, ne? No in tako da sem tu kar dobro napredoval in sem pol celo postal kapetan slovenske reprezentance, ko smo se osamosvojili, ne? Smo recimo v Sydneyju prvič nam je kroj dal lepe obleke, da smo bili lepo oblečeni, pa lipo smo imeli gor, še zdaj imam tisti suknič shranjen, ker ni bilo še grba, ne? Pa smo imeli pa lipo, ne? In zanimivo, da so rekli, ja, kaj pa imate za nov himno vi pravzaprav, ne? Ja, smo rekli, himno imamo pa zdravico. Smo si kar zmislili, nekaj pa je dejansko bila in so tisto zdravico tam zaigrali. Mi smo pa prinesli zraven eno magnetno tisto, ne? Da smo jim dali, ne? No, v glavnem, sem se pol s tem tenisom ukvarjal tam od 40. do 70. leta. Bi rekel, bil sem parkrat državni prvak v tenisu, pri veteranih. Največji uspeh je bil v Prčahu, kjer smo bila z Hrvatom, to je bil Novak, Damir Novak, izredno dober tenisač, boljši od mene. Sva v deblu bila evropska prvaka, to je bilo velik dosežek, ne. In pol pa sem nekje pri 70-ih, kljub temu, da sem cel svet prepotoval, ne, ker smo hodili od Avstralije do Amerike na vse tekme in še v Južni Afriki smo bili, mi je pa to postalo prenaporno, dobesedno. Ker če si star 70, pa stojiš na tistem soncu 2 ure pa pol, pa en laufa kot zajec tam na drugi strani. Zdaj predno ga uničiš, si že čisti sebe. Po ti pa rečejo, čez 4 ure igraš debel, ne. In zdaj, če si dober, potem v turnirju greš vedno naprej, ne. To se pravi, turnir pa traja cel teden, ne. Rekel, tega se jaz ne bom več šel. Tako da sem samo še malo včasih z sinom igral, ki je zelo dober tenisač, in sem prešal to nazaj na atletiko, no. Tako da zdaj sem pa tam od 70. leta naprej v atletike. En faktor je to, bi rekel, zdravo življenje. Šport, zdravo se skušam hraniti čim bolj, zelenjava, japonski sistem, ostane vedno malo lačen, ne se nažret. Drugač pa sam ta atletski šport je za mene, ki sem bil deseterobojc, ne, ker jaz sem bil v jugoslovanski reprezentanci, sem bil v reprezentanci za deseteroboj, recimo na balkanskih igrah v Atenah, ne. In to se pravi, da si zelo vsestranski, ne, da ne samo ne laufaš, ali pa ne samo ne skačeš, ampak mečeš, vse delaš, ne. In to me še zdaj zanima in vidim, da imam zelo dobre uspehe, ne, in to starejši uspehi so še boljši, ne. Tako da, recimo, takrat v atletiki sami
nisem pomenil, bi rekel, v slovenskem merilu že nekaj, sem bil državni prvak tudi v atletiki, skoku višino pa deseteroboju, v jugoslovanskem merilu že malo manj, v svetovnem merilu pa nič. Ne. Dočim danes v veteranski atletiki pa sem pač z to starostjo, bi rekel, tam od 75, 80, 85 naprej, sem pa praktično v svetovnem vrhu, ne, posebno v skoku višino, ne, kjer sem ko sem bil 85, prvo leto imel najboljši rezultat na svetu. Tako da to je veselje, ne, ker vidiš, da pač, če greš na internet, pa pogledaš svetovno rang lestvico, pa zelo lepo zgleda, če si tam gori na vrhu napisan. Poleg tega bi tudi rekel, recimo zdaj, ko sem bil na Evropskem prvenstvu na Portugalskem, v Bragi, sem bil dvakrat evropski prvak in mislim, da je za človeka višek, bi rekel, za športnika, višek, če ti igrajo nacionalno himno in te tam par sto ljudi posluša in ti ploska, da si pač bil prvak, ne, in ti igrajo zdravico. Po drugi strani je pa ta atletika tudi družabna. Mi recimo, ta faktor druženja je izredno važen, zato ker se dobimo z prijatelji, ki so zdaj v bistvu že počasi vsi mlajši od mene, ne? In to nekateri že ornk mlajši, ne? In spijemo kavico, malo počvekamo, pol malo potreniramo, ne? Pa spet malo kavico spijemo, pa še naprej. Tako da to druženje se mi zdi izredno pomembno, ker človek ni nikoli osamljen v bistvu, ne? Pol te skozi kličejo, imel sem neke funkcije tudi, bil sem v odboru ZAVS-a, to je Zveza atletskih veteranov Slovenije, sem bil 20 let, ne, tako da sem pač tam aktivno bil odgovoren za te mednarodne odnose, za mednarodne tekme in tako naprej, ker pač obvladam jezike. In to je zabavno za penzionista, tako da imam skozi delo. Jaz imam recimo en kup slovenskih rekordov pri veteranih tam od 70. leta naprej. V svetovnem merilu sem bil leta 20, to se pravi, ko sem bil 85, sem imel z 1,14 v skoku višino najboljši rezultat na svetu, kar je zelo lepo zgleda, ne. Letos imam v zimskem času drugi najboljši rezultat, še vedno isto skačem, tudi 1,14, s tem, da je boljši en Amerikanc, ki ima 1,15, drugi so pa kar precej slabši, mislim, da je naslednji šele tam pri 10. Ta konkurenca mednarodna je sigurno zelo močna, ker je dosti ljudi, ki pač se držijo dobro, so stari in tudi redno trenirajo in tako. Tako da je to zanimivo. Je pa tudi zanimivo na te tekme, ko priješ, ker zdaj že počasi vse poznaš, ne? Ker na evropska, svetovna, državna prvenstva pridejo v bistvu vedno isti, ne? Razen če umrejo. Jih ni več. Tako da zdaj kot cilj, težko povedati kaj, ostati na vrhu, to je jasno. Predvsem skoku višino, ne? Tudi v drugih disciplinah nisem slab, tako da recimo med prvih 10 na svetu sem že skozi v metu kopja, v metalskem peteroboju, v metu krogle in en takih, bi rekel, skriti cilj, ne? Bi pa bil, recimo, če bi bil zdrav in bi doživel 90, ne? Da bi eventualno se približal ali pa celo mogoče zboljšal evropski rekord v skoku višino, ne, ki je zdaj 1,10 m, to se pravi 4 cm manj od tega, kar zdaj skačem, in če v 3 letih, ki mi še manjkajo do 90, ne padem preveč, bi to bilo lahko nekje dosegljivo. Nagnjenost za umetnine, predvsem zbiranje slik, potem sem se nekje navdušil nad Biedermeierjem,
In sicer sem v Ljubljani obiskoval 4 leta to šolo za starčke, ne? In sem pač končal ta tečaj iz umetnostne zgodovine. Ne? In tam sem se navdušil najbolj za Biedermeier. Ne? In tako da sem Biedermeier zbiral tudi v bistvu že prej malo in imel sem zelo veliko zbirko Biedermeierja in sem v stanovanju v Ljubljani, ki je bilo dosti veliko, je bilo praktično vse v Biedermeierju. Ne? No in pol so mi pa leta 2000 so mi diagnosticirali raka na prostati. In zdaj seveda rak na prostati je tak, ne. Lahko si ali pa nisi, ne. In takrat sem sklenil, da bi to zbirko moralo nekam priti pametno, ne da bo propadla. In to sem pač poklical gospoda Ariha, ne. No in on je bil zelo kooperativen, je prišel v Ljubljano s celo ekipo, ne. Pa smo šli na kavico, ko so si vse pogledali, sem rekel, no, kaj vas pa zdaj zanima, ne, za muzej na Ptuju, na kar je rekel vse. So prišli z enimi 3 kamioni, pa so vse odpeljali, ne, tako da zdaj ta zbirka je zdaj v Ormožu. Bila je najprej na Ptujskem gradu in pol je pa postalo pretesno. So bile 2 sobe, ampak niso bile velike dovolj, ne, in to je bilo vse tak, ne, na kupu. No in pol so me prosili, če dovolim, da me preselijo v Ormož, ker Ormoški grad je bil pa obnovljen, pa prazen. Moja družina je dosti velika, ne. Imam 3 otroke in 8 vnukov. Moram reči, da sem zelo ponosen na njih, ker so uspešni, ker se zelo fajn razumemo. Jaz njih pač spodbujal vedno za šport. Ne. Tudi vnuki so ravno tak plavalni prvaki Slovenije in tako zelo dobri. Eni, drugi, ena je atletinja, tudi izredno nadarjena. Tako da vsi po malem migajo. Pa v šoli so tudi pridni. Da bi rekel,